Cepljenje velja za ključen javnozdravstveni ukrep, zaradi katerega se je naša življenjska doba v preteklih desetletjih bistveno podaljšala, poleg široke dostopnosti antibiotikov seveda. A kljub temu mnogi odklanjajo cepljenje oziroma se zanj ne odločajo. Razlogi so različni, ampak kakšen bi bil danes svet, če ne bi bilo cepiv? Kakšne novosti se obetajo na področju cepljenja in ali je na obzorju izkoreninjenje še kakšne nalezljive bolezni? O tem bova govorili z epidemiologinjo, primarij docent dr. Alenko Trop-Skaza, ki je tudi predstojnica območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lepo pozdravljeni v moji družbi. Hvala lepo za povabilo in lep pozdrav. Torej mineva 50 let, odkar je Svetovna zdravstvena organizacija sprejela razširjeni program cepljenja. Cilji so bili visoki. Kateri so po vašem mnenju uspehi tega programa in kaj je ostalo neizpolnjeno? Torej, cepljenje globalno gledano je med najpomembnejšimi javnozdravstvenimi ukrepi skupaj z zagotavljanjem neoporečne pitne vode in z uspešnim zatiranjem komarjev, ki prinašajo številne bolezni. Kakšni so uspehi tega programa? Program se je začel v letu 1974 z nekako naborom in željo, da bi vsak otrok v svetu bil cepljen na začetku proti 6 nalezljivim boleznim, proti tuberkulozi, davici, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, seveda tudi proti ošpicam. In z leti je nabor teh cepljenj, s katerimi preprečujemo številne bolezni in rešujemo življenja, se razširil. Dejstvo je, da kaj bi se zgodilo, če cepiv ne bi bilo. Verjetno bi med nami hodili pohabljeni zaradi otroške paralize, ljudje bi umirali zaradi davice, tudi zaradi oslovskega kašlja. Mimogrede, v Sloveniji se trenutno srečujemo s povečano pojavnostjo oslovskega kašlja, je pa zadnji primer bolezen zahtevala leta 2004 pri enomesečnem dojenčku. Vemo, kaj se je dogajalo pred uvedbo sistematičnega cepljenja v Sloveniji, ne samo glede zbolevanja, tudi glede smrtnosti. In mogoče samo spomin v preteklost, da v Sloveniji smo začeli s cepljenjem proti davici že leta 1937, da smo uvajali cepljenje proti otroški paralizi leta 1957-1958, da smo začeli cepiti proti oslovskemu kašlju leta 1959, da smo seveda sistematično začeli s cepljenjem proti tetanusu leta 1951 in tako naprej, da ne utrujam. Skratka, na ta način smo preprečili veliko zbolevanja, torej bolnikov, posledicami bolezni in seveda tudi tistega najbolj groznega, to je smrti. Včasih, ko prebiram te številke, ki se izražajo seveda v milijonih, samo na račun cepljenja in zahvaljujoč temu programu, je v svetu preživelo 50 milijonov ljudi. In s temi milijoni mogoče nekritično komuniciramo, milijon gor, milijon dol, ampak zavedati se moramo, v bistvu svetu si res da kot posameznik mogoče samo številka, a številnim si lahko v svet. Cilj tega programa ni več samo fokusiran na dojenčke, novorojenčke, male otroke, ampak se seveda zahvaljujoč res temeljnim in neizpodbitnim dokazom o uspešnosti cepljenja širi tudi na večje otroke, na mladostnike, na ženske. Naj tukaj izpostavim samo globalni cilj obvladovanja raka materničnega vratu in seveda tudi na starejše. Tako da svet brez dvoma, mogoče bi bili tako, kot je bilo v srednjem veku, pa bi ljudje umirali mogoče zaradi črnih kost ne več, ker so bile uspešno eradicirane. Pač mogoče bi bila smrt s koso figuralično kakšna druga nalezljiva bolezen. Vsekakor nam ne bi bilo v kontekstu uspešnega omejevanja širjenja nalezljivih bolezni tako lepo, kot nam je sedaj, čeprav nas je pandemija covida to zadevno tudi postavila na realna tla. Omenili ste prej črne koze, to so v bistvu za zdaj edina nalezljiva bolezen, ki je bila uspešno izkoreninjena s cepivi. Kako daleč pa smo z izkoreninjenjem ostalih nalezljivih bolezni, proti katerim obstaja cepivo? Torej, da je svet
oziroma Svetovna zdravstvena organizacija leta 1980 razglasila tako imenovano strokovno rečeno eradikacijo črnih koz, je rezultat prizadevanj 2 desetletij in pa še malo več. Kaj to pomeni eradikacija? Mogoče pojasniva za najine poslušalce. To v strokovnem žargonu pomeni, da v svetu ne zaznavamo niti več virusa črnih koz, niti ne več bolezni. Mogoče je pa zanimivo to, da v Evropi je bil zadnji izbruh črnih koz leta 1972 v Beogradu in na Kosovem, kjer je bolezen zanesel en Romar iz tujine in takrat je zbolelo 175 oseb, 35 jih je umrlo in v relativno parih mesecih smo bili cepljeni, tudi sama sem bila med njimi, več kot 18 milijonov ljudi in smo v bistvu takrat v tistem času bolezen uspešno zajezili. Druga bolezen, ki ima to svetlo prihodnost, upajmo, da jo bo svet tudi dosegal, je otroška paraliza. Vemo, kakšne posledice poleg same smrtnosti, oteženih dihanj in pohabljanja prinaša otroška paraliza, tako da nekako upamo, da bo ta cilj izkoreninjenja otroške paralize tudi dosežen. Vendar v svetu še imamo države, kjer kroži divji virus otroške paralize, naj omenim Afganistan, Pakistan, Malavi, Mozambik. In določene države tudi zahtevajo, trenutno recimo je v juniju Hadž, to je največje svetovno romanje muslimanov v Meko, kjer bodo kljub dokazilom za določene države, odkoder prihajajo verniki, romarji, zahtevali oziroma jih bodo cepili na vstopu v državo, ker določenim izkazom o cepljenju država ne more zaupati. Namreč vezano na prizadevanja Svetovne zdravstvene organizacije glede omejevanja širjenja določenih bolezni, seveda je zgodba o uspehu tudi, da posamezna država resnično izvaja določen program cepljenja, da ga spremlja in da dejansko tudi uspe cepiti, seveda, če je javnozdravstveni sistem dovolj močan. Mogoče se tukaj pozablja, da med nami še vedno živijo ljudje, ki so invalidi kot posledica prebolele otroške paralize, zaradi tega, ker so se rodili in prva leta preživeli v času, ko še ni bilo sistematičnega cepljenja pri nas proti otroški paralizi. Smo mi pozabili, oziroma bom tako vprašala, jaz recimo nimam izkušnje pa mnogo kdo od nas nima izkušnje z težkimi nalezljivimi boleznimi, ki lahko pač se končajo s smrtjo, ne? A je to v bistvu je cepljenje potem sama žrtev samega sebe, svojega uspeha? Ja, hvala vam za tole iztočnico. Definitivno da lahko rečemo, da je cepljenje postalo žrtev lastne uspešnosti. Zakaj? Ker enostavno ljudje zamahnejo z roko in rečejo, vse teh bolezni več ni, čemu potem cepljenje? Mogoče samo ena prispodoba z področja, ki ni z področja nalezljivih bolezni. Naprimer, v Sloveniji že vrsto let uspešno dodajamo jod kuhinjski soli, torej jodiramo sol. Ker je bila endemska golšavost v Sloveniji po drugi svetovni vojni, pomeni zaradi umanjkanja joda, so ljudje pač imeli golšo. Vemo, kako izgleda golša na vratu in s tem povezane tudi določene bolezenske težave. Torej, čeprav leta in leta več golšavosti ni, sol še vedno jodiramo. Torej, kaj bi se zgodilo, če bi ta javnozdravstveni ukrep opustili? Ja, verjetno golšavost bi prišla nazaj. In torej, zato pa nimamo nalezljivih bolezni, ker jih obvladujemo uspešno s cepljenjem. Vemo recimo, kaj se dogaja v državah na področjih geografskih, ki niso tako uspešna kot recimo Evropa, Severna Amerika, glede cepljenja in pa izvajanja samega cepljenja. Ne rabimo v bistvu iti zelo, zelo daleč, saj nas posamezni izbruhi, povečano število določenih bolezni tudi opominjajo, da so v bližini tudi področja, kjer niso z cepljenjem tako uspešni, kot so pri nas. Da ne govorim ravno, jaz tega izraza pač ne maram,
kakor nerazviti in tako naprej, ampak vendarle svet je globalna vas in mikroorganizem, ki ne pozna mej in pa nekih teritorijalnih področij, v bistvu potuje s hitrostjo najhitrejšega potovalnega sredstva. In recimo samo za eno prispodobo, če bi imeli idealne letalske povezave, bi v 37 urah obkrožili svet in seveda s tem tudi mikrobi, lahko tudi povzročitelji zelo nevarnih bolezni, ki bi jih recimo prenesli s seboj in seveda bili začetnik širjenja določene nalezljive bolezni. Znani so tudi opisi tako imenovanih importiranih primerov nalezljivih bolezni, kjer se je oseba okužila nekje v tujini, potem pa zanesla bolezen v svoje domače okolje. Pred leti recimo se je to zgodilo z rdečkami in so v Ameriki imeli opravka z tako imenovanimi prirojenimi rdečkami, ki jih zahvaljujoč cepljenju v Sloveniji, kjer smo ga uvedli najprej samo za deklice v letu 72 in potem ne glede na spol v letu 90 z cepljenjem proti ošpicam, mumsu in rdečkam praktično ne poznamo več. Vemo, ko je bila vojna v Bosni v letih 93-95, v bistvu, ko dejansko je bilo v razsulu vse in seveda s tem tudi javnozdravstveni sistem, je bila velika nevarnost in pa tveganje, da bi prišlo do širjenja rdečk in tudi do tako imenovanih prirojenih rdečk, namreč nosečnica zboli z rdečkami v prvih 20 tednih nosečnosti, bo 1 od 4 imela otroka, ki bi imel težko klinično sliko prirojenih rdečk z slepoto, katarakto, shizo, torej z volčjim žrelom in tako naprej. Skratka, vse to so neke take bojazni in ravno vsak želi biti zdrav. Mene recimo osebno to moti, ker ko se pogovarjamo o uspehih cepljenja, prevečkrat omenjamo, koliko življenj je cepljenje obvarovalo. Ampak jaz vedno vprašam, ali si želite biti bolan? Ne, človek želi biti zdrav. Kaj je sploh v bistvu cepljenje? S cepljenjem na neškodljiv način mi dejansko posnamemo dejansko nekako imunsko dogajanje, kot če bi človek zbolel, s tem, da človeka obvarujemo te izkušnje biti bolan in seveda naučimo naš imunski sistem, kako se ubrani, če pride slučajno v stik s povzročiteljem. In v bistvu, ko se pogovarjam z ljudmi, ki so mogoče niti ne nasprotniki cepljenja, ampak so recimo skeptični, želijo imeti veliko informacij, mi pripovedujejo, da za svoje otroke želijo imeti naravno izkušnjo prebolele bolezni, ampak jaz skušam razložiti, da cepljenje posnema, ampak otrok ali pa oseba ni bolna in to šteje v bistvu, da si zdrav. Ne vem, komu je dobro pri srcu, ko vidi, da je otrok bolan, recimo prebolel oslovski kašelj, ker pač so starši proti cepljenju, pa vendarle bi mu lahko bila ta izkušnja prihranjena. In še več je pač takih prispodob oziroma primerov iz prakse. Tako da jaz bi želela, da sem zdrava, naredim maksimalno za to, da pač tisto, kar mi lahko pripomore, da ohranjam svoje zdravje, tudi izkoristim v navednicah. In mogoče, ko živimo v tem svetu, se premalo krat zavedamo, da je cepljenje ena dobrina, ki je mogoče drugje na drugih predelih sveta ni tako samo po sebi umevna, in da smo lahko veseli, da živimo tukaj in zdaj in da nam je ta zadeva omogočena tako, kot pač nam je. Povedali ste oziroma dotaknili ste se zdaj oslovskega kašlja. Letos imamo pravi izbruh oslovskega kašlja pri nas. Kako to vidite? Razlogov je več. Namreč vse bolj prihaja v ospredje strokovno rečeno imunski dolg. Zakaj gre pri tem? Namreč COVID in restriktivni ukrepi pomeni ne druženje, socialna izolacija in tako naprej, so omogočili tudi tako imenovano nekroženje raznih povzročiteljev nalezljivih bolezni, ki dejansko nezavedno spodbujajo naš imunski sistem in da tvorimo tiho zaščito.
in tako dejansko do klinične izražene bolezni sploh ne pride. Poleg tega, vezano na oslovski kašelj, imamo več dejavnikov, to je tudi tako imenovano upadanje odpornosti po cepljenju. Cepljenje proti oslovskemu kašlju ne predstavlja doživljenjske zaščite, začne po nekaj letih usihati. Poleg tega pa dejansko se je pričela spreminjati tudi sama bakterija, ki povzroča oslovski kašelj. Strokovno to že precej je dobro raziskano in v bistvu zaporedje ali pa seštevek vseh teh dogodkov rezultira tudi v večji pojavnosti same bolezni. Torej, oslovski kašelj se pa sicer tudi ciklično pojavlja v nekih zagonih, kot se pojavljajo tudi nalezljive bolezni, recimo na 3 do 5 let, in je problematično tudi usihanje te odpornosti, vezano na opravljena cepljenja pri mladih odraslih in pri odraslih na splošno, vendarle otroci, če so cepljeni v skladu z našim cepilnim programom, so cepljeni kot dojenčki oziroma mali otroci, potem šolarji in potem srednješolci. Kasneje v odrasli življenjski dobi pa dejansko ni priložnosti za to cepljenje z izjemo nosečnic. Govorim o tem, kaj lahko človek opravi v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Je pa seveda že vrsto let priporočeno cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju za odrasle vsaj enkrat v življenju. Je pa to cepljenje za odrasle samoplačniško z izjemo nosečnic, tako da je mogoče tukaj v prihodnosti bo potrebno to tudi spremeniti, da bo tudi to cepljenje priporočeno za vse odrasle in v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar trenutno z izjemo nosečnic ni. Koliko primerov je zabeleženih oziroma potrjenih v letošnji sezoni oslovskega kašlja in to je verjetno samo vrh ledene gore? Tako je, to je vrh ledene gore. Mislim, da do pred dneva in pol uradna številka je 622 primerov. Večina teh primerov je tudi laboratorijsko potrjena. Nekaj je pa verjetnih primerov. Kaj to pomeni? To pomeni, če je nekdo v družini že, kjer mu je bila z laboratorijsko preiskavo dokazana ta bolezen, torej oslovski kašelj, in potem recimo ali sorojenci ali starši tudi kašljajo, in zdravnik oceni, da je to najverjetneje tudi oslovski kašelj, so v tej številki zajeti tudi ti primeri. Tako da, kar se tiče, koliko je dejansko oslovskega kašlja v Sloveniji, lahko samo špekuliramo. Predstavljite si eno odraslo osebo, recimo po možnosti, da je še kadilec, ki kašlja nekaj časa, pa se v bistvu ta trdovraten kašelj pripisuje tej nezdravi življenjski razvadi, in mogoče se niti ne pomisli, da gre za oslovski kašelj. Takih priložnosti oziroma stanj je kar precej. Je pa dejstvo, da se povsod po svetu trenutno srečujejo, vezano že na identificirane možne razloge z povečano pojavnostjo oslovskega kašlja, da pa na žalost največjo ceno te bolezni plačajo ravno novorojenčki oziroma dojenčki, torej mlajši od 3 mesecev, ki so dejansko najbolj ranljiva skupina ljudi za res težek potek oslovskega kašlja, ki se na žalost lahko za njih konča tudi smrtjo. To lahko preprečimo s cepljenjem nosečnic. Imate podatke, koliko nosečnic se cepi proti oslovskemu kašlju in kakšna je tukaj vloga tudi zdravnikov, da spodbujajo nosečnice aktivno k cepljenju? V zadnjih letih vse bolj zori spoznanje, da so nosečnice vezano na tveganje za težji potek določenih nalezljivih bolezni skupina, kjer se jim določena cepljenja priporoča. To je recimo cepljenje proti covidu, proti gripi, proti respiratornemu sincicijskemu virusu in seveda že omenjeno proti oslovskemu kašlju. Pa če se ostavim pri oslovskem kašlju. Sama nosečnost kot fiziološko stanje bodoče mame ne predstavlja povečano tveganje za težek potek oslovskega kašlja. Za razliko, na primer, covida in gripe, kjer že sama nosečnost zaradi fizioloških sprememb, ki spremljajo nosečnost, predstavlja povečano tveganje za težek zaplet gripe, na primer, in pa covida.
Res je, da nosečnica zboli podobno kot nenoseča ženska, približno enake starosti, lahko pa kašelj, intenziven kašelj pri nosečnici sproži prezgoden porod. V Sloveniji že kar nekaj let priporočamo cepljenje nosečnic čim prej po 24. tednu, vendar to spoznanje in ta priporočila so tudi med strokovno javnostjo, torej med zdravniki in medicinskimi sestrami, kot med samimi ljudmi na splošno, slabo poznana. Se situacija izboljšuje iz leta v leto, ampak primerjalno naprimer z drugimi državami, naprimer Združenimi državami Amerike, Združenim kraljestvom, smo v bistvu še precej na začetku. Približno v zadnjih 2 letih se je v Sloveniji cepilo okoli 1000 nosečnic proti oslovskemu kašlju. Samo za primerjavo, recimo na leto je približno 16 do 17 tisoč nosečnic in vemo, recimo par 100 nosečnic na letni ravni, v bistvu je relativno mala številka. Kaj pa naredimo, če se nosečnica cepi proti oslovskemu kašlju? Zakaj to tako priporočamo? Namreč, nosečnica tvori specifično zaščito proti oslovskemu kašlju in ta zaščita v obliki protiteles prehaja preko posteljice v krvni obtok še nerojenega otroka. Ko se bo otrok rodil, bo imel na račun tako imenovanih materinih protiteles zelo dobro zaščito, če bo prišel v teh najbolj ranljivih tednih in mesecih, ko sam še proti oslovskemu kašlju sploh ne more biti cepljen, torej je mlajši od 3 mesecev, ga bodo materina protitelesa varovala pred to okužbo. Pomembna je ta zaščita še iz enega drugega razloga, namreč otroci, ko pijejo materino mleko ali pa če so hranjeni z mlečnimi formulami, potem v laičnem žargonu polivajo. Vemo, da morajo otroci kupček podreti. No in tudi v tem primeru pride do izločanja teh protiteles tudi v materinem mleku. In ko otrok polije, v bistvu opisujejo, da to doprinese tudi k lokalni odpornosti otrokove sluznice in s tem seveda tudi še boljši zaščiti. Poleg tega pa zlasti pri nedonošenčkih, namreč nedonošenost pa že sama po sebi je zelo tvegana za težek potek oslovskega kašlja, če se nedonošenček okuži. Ta materina protitelesa, ki jih otrok dobi tudi z dojenjem, zato ker je želodčni sok tako neagresiven pri teh zelo ranljivih, lahko tudi preko prebavil prehajajo v otrokov krvni obtok. Tako da imamo tu to močno priporočilo za nosečnice, da se naj cepijo, ker bodo na ta način zavarovale zdravje svojega otroka. V naših ambulantah, tudi kolegi povedo, opažamo, da se to zavedanje počasi vendarle širi, tako med strokovno javnostjo o pomenu tega cepljenja, kot med samimi bodočimi starši in v naše ambulante prihajajo poleg nosečnic tudi njihovi partnerji in družinski člani, da na ta način, ko se tudi sami odločajo za cepljenje, varujejo kot neki zapredek, kot kokon tudi družinskega člana, ki bo pač privekal na svet. Enako je v bistvu enak mehanizem zaščite je tudi pri cepljenju proti RSV. Ne? Pa še preden se lotiva tega vprašanja oziroma cepljenja proti RSV, bi tukaj opozorila, se mi zdi, da je največji zadržek nosečnic, če sploh vedo, da je priporočljivo cepljenje proti oslovskemu kašlju, to ali je to cepljenje varno zame in za mojega otroka. V tistem času, ko je ženska noseča, je zelo občutljiva na to, kaj se z njo dogaja oziroma kaj se z plodom dogaja. Ne? Morava tukaj poudariti, da cepiva, ki se priporočajo nosečnicam, so varna. Nedvoumno 100% pritrdim. Vezano na to občutljivost in strah, ali je to zame varno, je odgovor, da cepivo je varno. Cepivo, tudi znanstveni dokazi temu pritrjujejo, ima varnostni profil odličen. Kaj lahko nosečnica pričakuje?
v smislu neželenih učinkov po tem cepljenju, lokalno bolečino in rdečino na mestu cepljenja, predvsem zaradi komponente proti tetanusu. Namreč vsepovsod, ko cepimo nosečnice, cepimo s tako imenovanim kombiniranim cepivom, ki ščiti proti davici, proti tetanusu in proti oslovskemu kašlju. In komponenta, ki ustvarja to neugodno lokalno reakcijo v smislu bolečine na mestu oboda in lahko tudi bolečine pri dvigu roke, je komponenta na tetanus. Pri nosečnicah v primerjavi z nenosečnimi ženskami se ne opaža nič kaj posebej, kar bi nas skrbelo, bili bi pa zelo, bi človek rekel, čudni, če bi nekaj priporočali nosečnicam, pa bi vedeli, da jim lahko škodi, tako da varnostni profil je preizkušen, cepivo je že poznano in dobrobit cepiva je tudi jasna. In tudi v številnih člankih iz strokovnega področja v bistvu lahko samo preberemo in pritrdimo, da strah nosečnice, da bo škodila nerojenemu otroku, je odveč. Recimo primer iz prakse. Gospa je tretjič noseča. V vsaki nosečnosti, torej priporoča se cepljenje ob vsaki nosečnosti, ne glede na časovni razmik med posameznimi nosečnostmi. Zakaj? Zaščita nosečnice proti oslovskemu kašlju hitro naraste in potem tudi upade. In potem ob naslednji nosečnosti ne bo več dovolj protiteles, ki bi drugega prihajajočega otroka uspešno zaščitila. To je prvi razlog, zakaj cepljenje ob vsaki nosečnosti. Torej, gospa je me vprašala, tretjič sem noseča, 2-krat sem se že cepila, ali je to za mojega otroka tvegano, če se bom cepila, zakaj se moram cepiti ob vsaki nosečnosti. Sem že razložila, zakaj, ker pride do naglega porasta in potem tudi hitrega upada. In ob vsaki nosečnosti je zato potrebno, da mama naredi dovolj zaščite, ki jo bo dobil tudi njen novorojenček. Cepivo v bistvu nima neželenih učinkov in se tudi v bistvu nič ne more zgoditi, tudi če recimo si sledijo nosečnosti, vemo, fiziološki moment plus recimo vsako leto. Tako da je zadeva oziroma to cepljenje priporočljivo še iz drugih razlogov. Torej, v prvi vrsti proti oslovskemu kašlju, tudi proti davici. Torej, Evropa ni več tako imuna na to bolezen, ki se ji reče davica. Vemo, kaj se dogaja v kontekstu naglih migracij, begunskih valov in tako naprej. Tudi v Sloveniji smo že imeli primere kožne davice, na srečo kožne davice brez resnih posledic, in tudi s tem cepljenjem se omogoča zaščita tudi proti tej bolezni in nenazadnje tudi zaščita proti tetanusu, vendar v prvi vrsti se poudarja pomen cepljenja nosečnice na komponento oslovski kašelj. Zdaj, kako je pa s cepljenjem nosečnic proti RSV-ju? Zakaj je to nujno? Oziroma, zakaj se priporoča? Respiratorni sincicijski virus je en virus, ki dela precejšnje težave v smislu vnetij najbolj drobnih dihalnih poti pri dojenčkih in dela zgaga vsako jesen in vsako zimo. Veliko dojenčkov zaradi bronhiolitisa, tako pač to bolezen potem imenujemo, pristane v bolnišnici z kar precej zoprnim zdravljenjem. Cepivo, ki dejansko zaradi cepljenja bodoče mame ščiti tudi dojenčka, je bilo v Evropi odobreno v lanskem letu, avgusta, in se priporoča v kontekstu zaščite novorojenčkov oziroma dojenčkov do 6. meseca starosti pred okužbo z respiratornim sincicijskim virusom za nosečnice od 24. do 36. tedna nosečnosti. Zaenkrat zelo sistematičnega cepljenja nosečnic, ker gre za relativno novo cepivo, v svetu še ni. Vsekakor pa bo verjetno tudi Evropska unija in seveda tudi Slovenija sledila mednarodnim priporočilom za uvedbo tega cepljenja pri nosečih ženskah. Cepivo
ima dobro zaščito oziroma solidno ščiti dojenčke v prvih teh mesecih življenja, sploh če recimo je dojenček rojen v sezoni kroženja respiratornega sincicijskega virusa pred težko potekajočo okužbo in seveda tudi pred samo okužbo z respiratornim sincicijskim virusom. V Sloveniji imamo zdaj že kar veliko let ščitenje najbolj ranljivih dojenčkov pred okužbo z respiratornim sincicijskim virusom v skladu z enimi kliničnimi smernicami, vendar pa mora tak ranljiv dojenček dobiti v sezoni kroženja respiratornega sincicijskega virusa 5 oziroma 6 injekcij tako imenovanega monoklonskega protitelesa, da je zaščiten pred to okužbo. V primeru, ko bo recimo to naredila njegova bodoča mama, bo dejansko mu to prihranjeno in seveda bo prvih pol leta jeseni in zime lepših. Kako je pa zdaj z noricami? Tudi proti noricam se obeta uvedba cepljenja. Dolgo leta so namreč veljale norice oziroma vodene koze, kot jih po domače rečemo, kot bolezen, ki jo mora otrok preživeti, preboleti. Slišala sem, v Ameriki so že lep čas nazaj začeli cepiti proti noricam in ko so kakšni Američani bili v Sloveniji, so bili čisto začudeni, zakaj pa nimate tukaj cepiva proti noricam. Torej, mi cepiva proti noricam imamo že vrsto let, ampak to cepivo, razen za res ozke skupine ljudi, je samo plačniško. In v bistvu se neko množično cepljenje proti noricam, vodenim kozam, jaz prihajam iz Štajerskega, pa mi je mogoče v bistvu ta izraz še ljubši, ne izvaja tako, kot bi se želeli. Ja, Američani so uvedli cepljenje najprej z enim odmerkom cepiva proti noricam, že v letu 1996. Potem so ugotovili, da v bistvu zaščita ni idealna in so dodali še drugi odmerek, tako da je zdaj v priporočilu za cepljenje proti noricam dvoodmerna shema. Zakaj pri noricah sploh gre? Jaz recimo sem jih imela v 5. razredu osnovne šole relativno pozno, zelo zoprno. V bistvu še zdaj imam par brazgotin, zato ker so ti mehurčki zelo srbeli in pač takrat je bila zadeva takšna, da so te namazali z cinkovo pasto, pa če si se prasko in po praski je velikokrat ostala tudi brazgotina. Študije v Sloveniji kažejo, da recimo nekje do 8. leta starosti večina otrok že norice preboli, da približno tako, kot so pa recimo stari študenti, 19-20 let, je pa recimo cirka od 1 do 3% še neprekuženih. Torej, bolezen je zelo razširjena, kot smo ugotovili, ne. Ni pa čisto tako nedolžna, torej apropo, norice niso lahka bolezen, v bistvu precej zoprna, zahtevajo, ker je pač bolezen značilna za male otroke, seveda tudi odsotnost staršev zaradi nege. Lahko se zakomplicira, nenazadnje od 2 do 6% bolnikov ima neke komplikacije v smislu gnojnih vnetij kože, pljučnice, prizadetosti možganskih živcev. Od tistih, ki so pa v bolnišnici, imajo pa recimo od 0,4 do 3% lahko tudi trajne posledice. In tudi recimo, ker je bolezen tako razširjena, seveda je vse to, kar sem zdaj omenila, na te velike številke, tudi ni zanemarljivo. In poleg tega seveda dejansko, če bolezen lahko preprečimo, zakaj ne bi cepljenje ponudili množično. In prizadevanja številnih strokovnjakov, naj omenim epidemiologe, druge pediatre in tako naprej, dejansko je tudi rezultiralo, da je zdravstveni svet vendarle potrdil predlog širjenja cepljenja proti noricam, tako da bodo z letom 2025 otroci stari 12 mesecev dobili namesto cepiva proti ošpicam, mumsu in rdečkam še pridruženo tako imenovano 4-valentno cepivo, ki bo ščitilo tudi proti noricam in potem drugi odmerek, ker shema je dvoodmerna. V 3. letu starosti bodo dobili drugi, bi lahko temu rekli, poživitveni odmerek proti noricam in tako bo breme noric v Sloveniji, upamo, tudi nižje, seveda, če se bodo starši za to ponujeno priložnost odločili, ker cepljenje ne bo obvezno, če se bodo starši recimo
ne bodo strinjali z cepljenjem otroka proti noricam, cepljenje ošpice, mumps, rdečke je pa obvezno, potem bo pač ta otrok dobil samo cepivo ošpice, mumps, rdečke, brez pridružene komponente cepljenja proti noricam. Jaz vendarle upam, da bodo starši sprejeli to ponujeno možnost z obema rokama, namreč res je, Američani se čudijo, ali pa recimo Slovenci, ki živijo v Ameriki, pa pridejo v Slovenijo, pa recimo vidijo norice, pa rečejo, a pri vas pa ne cepite, ker tam je pogoj. Nikjer ni v Ameriki cepljenje zapovedano obvezno v zakonodaji, ampak če želiš iti v vrtec in tako naprej, moraš biti cepljen še proti večjim boleznim, kot smo recimo pri nas v naveznicah obvezno, ali pa recimo, če grejo študentje na izmenjavo, mora biti še cepljeni proti meningokoknim okužbam, proti hepatitisu A in tako naprej. Skratka, nekako sistem regulira, ker zaupa strokovnjakom. Če ljudje se tudi z temi odločitvami ne strinjajo, če želijo koristiti določene družbene dobrobiti, seveda morajo prispevati k zdravju skupnosti, tudi na ta način, s cepljenjem. Če že govoriva o noricah, je mogoče treba opozoriti, da tudi norice recimo lahko pri nosečnici povzročijo težave, ne? Zaplete pri plodu. Recimo to je sama vem, ker ko moja prva hči je prebolevala norice, ko sem bila drugič noseča in potem je bila panika, a sem prebolela, a nisem prebolela. Sama se nisem neki preveč dobro spomnila, mama je bila 99% odstotno prepričana in potem smo šli v testiranje in tako naprej. Ne? Kakšne so lahko posledice teh na videz nedolžnih noric pri nosečnici? Ja, torej, če nosečnica zboli za noricami, v bistvu v prvih 20 tednih v bistvu lahko pride tudi do poškodbe ploda. Nosečnica ima tudi povečano tveganje oziroma novorojenček, če mama preboleva in potem v bistvu, če je nosečnica zbolela za noricami, ima lahko tudi novorojenček. Neugoden klinični potek in povečano tveganje poleg nosečnic novorojenčkov za težek potek noric imajo tudi osebe z okrnjeno imunostjo, torej take, ki so posebej ranljive. No in ravno zdaj, ko ste omenila tudi serološko testiranje, sem se spet spomnila, trenutno v bistvu od znanke sin odhaja na izmenjavo v ZDA in pogoj je tudi, da izkaže serološko, da je norice prebolel in zato so pač se odločili oziroma morajo izpolniti ta pogoj, da opravi testiranje na tako imenovana IgG proti telesa, proti noricam, da bo zadostil poleg ostalih cepljenj, nekaj jih je mogel še opraviti, meningokok, hepatitis A in tako naprej, torej da ga bodo sprejeli na univerzo, na katero gre na izmenjavo. Kako je pa letos z ošpicami? Poleg oslovskega kašlja je bil tudi izbruh ošpic. Je obvladan? Zaenkrat mogoče ne bi se strinjala, da gre za izbruh ošpic. Trenutno mislim, da imamo 8 potrjenih bolnikov z ošpicami, pri enem pa postavljen sum. Torej, kaj se izkazuje, da verjetno imamo ošpic več, kolikor jih detektiramo, ampak zahvaljujoč dobri precepljenosti, naj mogoče res samo povem dober podatek, da precepljenost proti ošpicam otrok, teh najmlajših, vendarle kljub temu, da nam je precepljenost v času COVID-a malo upadla, je v Sloveniji 95% in to je tista meja, ki nekako vezano na težko, hudo nalezljivost ošpic zagotavlja, če pride do vnosa virusa med ljudi, da ne bo prišlo do nekega eksplozivnega širjenja bolezni. Skratka, verjetno, da je ošpic več. Trenutno, kot sem povedala, imamo 8 potrjenih in en sumljiv primer. To, kar bi pa rada izpostavila, pa je, da gre za necepljene osebe. Skratka, cepljenje proti ošpicam je en res zelo pomemben javnozdravstveni ukrep in čeprav sem na začetku rekla, da ne maram številko o milijonih, vendarle med vsemi temi kako naj rečem, očuvanimi življenji, namreč, če ne bi bilo cepljenja proti ošpicam v svetu, bi veliko otrok mlajših od 5 let, največ otrok, dejansko izmed nalezljivih bolezni, ki bi kosile zaradi necepljenja, umrlo ravno zaradi ošpic.
Ošpice namreč so precej zoprna bolezen, spet se moram spomniti, stara sem bila 6 let, vem, da je morala mama vse žaluzije pri oknih zapreti, ker me je svetloba zelo motila, vročino smela. V bistvu sama po sebi zoprna bolezen, ki pa seveda se lahko tudi zakomplicira, bodisi s pljučnico, z vnetjem encefalitis, vnetje možganov, ja, in seveda celo z smrtjo. In na drugi strani, ko pogledamo, da mi ne bo kdo od poslušalcev očital, da govorim samo EPP za cepljenje, v bistvu seveda cepljenje oziroma cepiva, kot vsako zdravilo, ima lahko tudi možne neželene učinke, ki so opisani v SMPC-ju, to je pač osebna izkaznica vsakega cepiva oziroma v vsaki škatlici, v kateri je cepivo, so pridružene tudi informacije tudi za laike, temu rečemo pil liste, kjer si lahko preberejo, tako da recimo, kaj lahko pričakujemo kot neželen učinek po cepljenju proti ošpicam, prehod na recimo kako vročinsko stanje, lahko tudi kak izpuščaj, recimo teden po cepljenju proti ošpicam, in recimo anafilaktični šok, ampak recimo za frekvenco 1 na milijon. Če to primerjamo z recimo relativno zelo pogostim zapletom po ošpicah, 5 na 100 za pljučnico, pač vemo, o kakšnih razmerih se tukaj pogovarjamo. Ne vem, če poznate ta primer, pisatelj zelo poznane otroške knjige Matilda Roald Dahl, njegova hči Olivia je umrla pri 7 letih zaradi encefalitisa po okužbi z ošpicami, ne? In on si v resnici nikoli več ni opomogel od te tragične izgube njegove hčere. Nekaj let kasneje je tudi napisal, če se ne motim, odprto pismo o tem, kako smrtonosna bolezen dejansko so ošpice, ne. Mogoče se to tudi malo pozablja, ali pa pač spet smo pri tem, da nimamo tega v uvidu, ne. Tudi recimo tiste generacije, ki so prebolele ošpice, moj tast recimo, glih zadnjič smo se pogovarjali o ošpicah in je rekel, ja pa saj zakaj pa taka panika okoli ošpic, saj mi smo vsi preboleli, pa noben ni umrl. Ampak to ni res, ne? Seveda ni res, seveda so v bistvu imeli posledice in so tudi umirali. Zdaj, če tast nikogar ne pozna, tudi jaz nikogar ne poznam, da bi zaradi ošpic umrl iz moje generacije. Je pa dejstvo, da rojeni pred letom 60 se tudi nekako smatrajo, da so se z ošpicami srečali in da so zaradi prebolele okužbe nekako imuni. Dejstvo pa je, da ošpice niso samo akutna nalezljiva bolezen v tem fenomenu, ki smo ga sedaj opisovali z možnimi posledicami, ampak lahko povzročajo tudi tako tiho virusno okužbo, sklerozantni panencefalitis, po domače to pomeni, da čez desetletja privedejo do irreverzibilne poškodbe možganov, zato ker pride do enega takega kroničnega vnetja kot odgovor na to okužbo in seveda oseba zaradi tega potem tudi kasneje v življenju umre. Torej, ošpice so akutna nalezljiva bolezen, ampak je poznana tudi ta nažalost fatalna, kronična, persistentna zadeva v povezavi z primarno okužbo. Dotakniva se še gripe. Se vi vsako leto cepite proti gripi? Jaz se cepim vsako leto, ne cepim se samo jaz. Okoli mene se morajo cepiti vsi, s katerimi prihajam v stik. Družinski člani, hčerki, mož, mama, pastorki, vnuki, v službi, pogoj, da se cepimo vsi, ki delamo pač na področju nalezljivih bolezni. In s tem pri nas nima nihče nobenih težav. Se pa velikokrat pogovarjam z ljudmi, ki rečejo, ja, veš, ko sem se pa tisto leto, ko sem se pa jaz cepil proti gripi, jaz sem dobil pa tako gripo, da nikoli več. Potem skušam pojasniti, da cepivo proti gripi je inaktivirano, je mrtvo, torej ne moreš se okužiti zato, ko si se cepil, da gripe nisi dobil zato, ker si se cepil, je pa dejstvo, da tudi če se cepiš, lahko zboliš za gripo, ker cepivo ni med najbolj imunogenimi, ne nudi najboljše zaščite, vendar pa
nudi zaščito pred odlično zaščito pred težkim potekom gripe in seveda tudi pred smrtnostjo, torej da te bo gripa poslala na oni svet. Tako da, jaz osebno sem, če bi rekli, 1% ljudi, ki so proti cepljenju, sem jaz tista drugi odstotek ljudi, absolutno, še več nas je, ampak če zdaj karikiram, za cepljenje. Je pa dejstvo, da kakor jaz opažam, ljudje, predvsem cepljenje se izkorišča včasih tudi v take in drugačne namene, me pa ob pripravi na en prispevek presenetil en podatek, da recimo v Angliji leta 1853, ko je parlament uzakonil obvezno cepljenje proti črnim kozam, pa vemo, kaj so črne koze, smrtnost 30% in tako naprej, se je ustanovila liga proti cepljenju in so morali ta ukrep, ki je bil najprej kot obvezen, preklicati, tako da cepljenje proti črnim kozam ni bilo obvezno, ker se je ustanovila proticepilska liga, ampak je bilo priporočeno. Po drugi strani pa, recimo, se spomnim dogodka iz leta 1999, prejšnjega stoletja v decembru, ko je zaradi hemofilusnega meningitisa umrl 4-letni fantek. In so mediji o tem tragičnem dogodku poročali zelo intenzivno. Poročalo se je, da je ta bakterija zlasti nevarna za male otroke do 5. leta. In takrat, jaz se spomnim naše ambulante, ko so vsako jutro pred vrati čakale mame, bodisi z dojenčki, z otroki pod 5 leti in zahtevale, da mora biti njihov otrok cepljen tukaj, tako in zdaj, ker so se bale, da ga bodo sicer izgubile. In takrat, jaz se tega spomnim pač iz svoje prakse, ni bilo slišati ugovora proti cepljenju. In smo kot država, kot bom rekla strokovnjaki, zdravniki, cepilni timi, nekako maksimalen angažma vložili v to, da smo v relativno kratkem času, seveda takrat je bilo potem tudi to cepljenje uvedeno kot obvezno za dojenčke, pocepili tudi vse otroke, ki so že zaradi starosti bolj ranljivi za to bolezen. Tako da ta dogodek mi je pustil močen pečat in se spomnim ene mame, ki mi je prinesla en svileni šal in je rekla, prosim vas, povejte, kaj želite, tole je samo za uvodnico, cepite mojega otroka. In se rekla, gospa, ne skrkajte, se bo pa jutri cepljen. In se je zjokala, da se boji, da je bo otrok umrl. Torej, hočem povedati, da je bila klima strahu taka, da se je želelo, da se to uresniči takoj in za vse. Ali pa recimo, cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu, ki je omogočeno, priporočeno tudi v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja za odrasle že od leta 2019, ki so v tekočem letu stari 49 let in vse zamudnike. Mislim, da so zdaj že vsi rojeni po letu 1970 in tudi za otroke starejše od 1 leta, pa je precepljenost slaba, čeprav je Slovenija endemska država za to bolezen. In na primer, iz ene vasi iz Zgornje Savinjske doline, pa veliko je bilo teh javnozdravstvenih akcij, ozaveščanja, odločite se za cepljenje, izvajali smo terensko cepljenje, cenovno bolj ugodno cepljenje, pa se mogoče ljudje iz vasi niso za to odločili, ko je nažalost pred leti umrl njihov sovaščan, star 49 let, moški v najlepših letih, od danes do jutri, bi človek rekel, parafriziram, ga je bolezen pokopala, so se ljudje množično odločali za cepljenje, ker so videli tragično izkušnjo bolezni. Nažalost, ljudje velikokrat ne verjamejo strokovnjakom, da je nekaj priporočljivo. Jaz rada tudi recimo rečem, glejte, mi vemo, da se moramo pripenjati z varnostnim pasom, zato ker so nam povedali, da je to nevarno, pa noben ni preizkušal, kako je, če se peleš z neko hitrostjo, se zabijaš, pa boš bil nepripet, ker verjetno bodo posledice takšne, da se takšnega hazardiranja ne gremo. In recimo, če sem glih že prej omenila klopni meningoencefalitis, ljudem svetujemo cepljenje z 2 odmerkoma ali pa vsaj z enim pred sezono klopov. Ampak ker klopov ljudje ne vidijo,
se recimo v zimskem času, dobro, letos je pač sezona takšna, kakršna pač je, ne bodo odločili za cepljenje. Čim bodo klope videli, je mogoče to en trigger, klopni meningoencefalitis, se odločajo za cepljenje. Torej, ljudje nekako ne verjamemo, se mi zdi, da sploh v Sloveniji, da se določeni na določene stvari bolj spoznamo, drugi se spoznajo na določene stvari spet bolj, in da bi veljalo zaupati strokovnjakom in da to oklevanje za cepljenje, ki ima, bom rekla, različne paradigme, dejansko bi mogoče bilo potrebno tudi bolj komunicirati, ker ljudi predvsem skrbi, kakor jaz vidim, neki so priporočila, kaj so pa neželeni učinki, kaj lahko pričakujem, odprta komunikacija, argumenti v bistvu jasni, tudi preverljivi, tako da bi ljudje vendarle neko zaupanje, ki je precej načeto zaradi XY razlogov, vendarle nekako spet osmislili in začeli živeti z nekimi dobrimi nasveti oziroma v duhu nekih dobrih nasvetov, ker gotovo zdravniki ne želimo škoditi. Če tukaj jaz opažam tudi to, da se mogoče vzame, da je mogoče takšna klima, da vsako mnenje je enakovredno in da vsako mnenje šteje. Mogoče lahko slišimo vsako mnenje, ampak dejstev pa nima vsak svojih dejstev, ne? Dejstva so pa samo ena, ne? In ta dejstva bi bilo treba, to so znanstvena dejstva, znanstveno dokazane in potrjena dejstva, in dejstvo je pač, da cepljenje v resnici rešuje življenja in preprečuje pač hude zaplete, ne? Katere pa so tiste novosti na področju dostopnosti do cepljenja, ki se še obetajo, če bo predlog epidemiologov oziroma Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprejet? Ja, novost, kot smo že prej diskutirali, ki je bila sprejeta in bo tudi uvedena, je torej cepljenje proti noricam. Novost, ki se jo predlaga, je tudi izenačitev cepljenja proti HPV-ju za oba spola, tako za fante in dekleta, za vse do 26. leta, namreč trenutno je cepljenje proti HPV-ju v 6. razredu omogočeno tako fantom kot dekletom, tudi zamudnikom, ampak cepljenje proti HPV-ju za fante smo uvedli v letu 2021 in trenutno imajo to možnost tudi fantje, da se cepijo v 1. oziroma 3. letniku srednje šole. To in seveda dobro, malo smo kronološko spremenili cepilni program. Cepljenja iz 3. proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju smo prestavili v 2. razred. Predvsem pa bi mogoče tole cepljenje proti HPV-ju izpostavila v tem kontekstu, da HPV, torej humani papiloma virusi, se ne povezujejo kot dejavnik tveganja oziroma etiološki dejavnik samo za predrakave in rakave spremembe materničnega vratu, ampak da so povezani z 6 lokacijami predrakavih in rakavih sprememb, poleg materničnega vratu, vulva, vagina, anus, torej zadnjična odprtina, rak penisa in seveda raki ustnega žrela. Na to se premalokrat opozarja in jaz osebno menim, da se preveč izpostavlja samo HPV in rak materničnega vratu, torej omenili smo, da je v tem kontekstu s HPV-jem povezanih več rakov, ampak tudi predrakave spremembe niso zanemarljive. Naprimer, v Sloveniji vsako leto za to končno posledico raka materničnega vratu zboli recimo od 100-120 žensk, vendar 1500-1600 se jih pa zdravi zaradi predrakavih sprememb, ki so, hvala Bogu, odkrite dovolj zgodaj, z različnimi pristopi, ki pa imajo za posledico ranjen maternični vrat. Ranjen maternični vrat pa vemo, kaj pomeni, ko ženska želi uspešno končati svojo nosečnost. Tako da v svetovnem merilu. Mogoče pa vsi ne vejo, kaj to pomeni.
kaj konkretno pomeni poseg na materničnem vratu. Če si mi predstavljamo maternični vrat kot zaključek neke steklenice, ne, in si predstavljamo ostali del steklenice kot maternico, kjer se razvija bodoči novorojenček. Torej, maternični vrat je neko tesnilo. Vemo, kako ženske, ki imajo tako imenovano insuficienco materničnega vratu, kjer maternični vrat ne deluje kot zapiralka, je zapovedano strogo ležanje, v bistvu, da ne pride do nehotenega splava. Torej, če je maternični vrat ranjen, to pomeni dodatno tveganje, da se nosečnost ne bo končala ob terminu poroda, torej, ali da bo prišlo do splava, da bo prišlo do prezgodnjega poroda. Tako da vsak poseg na materničnem vratu, če bi se ga dalo izogniti, seveda bi želeli, torej več deklic, žensk, da bi se cepilo proti HPV okužbi. Seveda pa, ker HPV, ko kroži med ljudmi, seveda, recimo v kontekstu materničnega vratu, smo ženske bolj na udaru, vendarle, če v bistvu drugi del populacije ni cepljen, so vedno še možne neke posledice. Namreč, trenutno cepivo, s katerim pri nas cepimo šestošolke in zamudnice in pač vse ostale moške in ženske, je 9-valentno. Kaj to pomeni? Da cepljeno osebo ščiti proti 7 tako imenovanim rakotvornim HPV virusom, ki povzročajo 90% teh rakov, ki jih povezujemo z humanimi papiloma virusi, ščitijo pa tudi proti tako imenovanim genitalnim bradavicam in seveda tudi proti tako imenovani bolezni papilomatozi, ki je sicer nerakava, lahko pa pride do zelo razširjenega pojava v recimo nosno-žrelnem prostoru, ki se potem morajo pač ti papilomi operativno odstraniti, kar seveda lahko pomeni veliko iznakaženje za prizadetega okuženega bolnika. Mogoče, da tukaj opomniva, da okužba s HPV je tako pogosta, da spolno aktivne oziroma 80-90% vseh spolno aktivnih ljudi pride enkrat v življenju, vsaj enkrat v življenju v stik s HPV-jem. To ni nekaj imaginarnega, čemur se zelo, zelo enostavno lahko izognemo. Ja, torej v kontekstu HPV-ja se priporoča cepljenje v 6. razredu, zato ker takrat pričakujemo, da otroci še niso imeli spolne izkušnje, pa ne govorimo to o samo penetrantnih spolnih odnosih, ampak tudi o ostalih variantah. Namreč HPV se nahaja čist tikoma pod vrhnjim slojem kože oziroma sluznic in lahko se okužba prenese ne samo z klasičnim spolnim odnosom, tudi z kontakti anogenitalnih regij. In zato bi mi želeli, da bi več staršev, kot trenutno prepozna to vlogo zaščite zdravja svojih sinov in svojih hčera v kontekstu varovanja tudi, bom rekla, reproduktivnega zdravja in pa seveda v preprečevanju ostalih rakov, ki so povezani s HPV-jem. Dejstvo je, da je bil prvi uspeh, ki ga nihče ni tako zgodaj pričakoval na populacijskem nivoju cepljenja proti HPV, že pred leti opisan v Avstraliji. Kaj se je tam zgodilo? Zelo uspešno so pristopili k temu programu cepljenja. Mimogrede, takrat je bila avstralska ministrica za zdravje, gospa Pliberšek, slovenskega rodu, in so pocepili deklice v starosti od 12 do 26 let, več kot 80%, in prvi populacijski efekt, ki so ga opazili, je bilo drastičen upad genitalnih bradavic, tako pri cepljenih deklicah oziroma ženskah, kot tudi pri fantih, ki so spolni partnerji pač teh žensk, ki so bile cepljene proti HPV-ju. No, sedaj je pa že veliko dokazov, ker tradicija cepljenja proti HPV v svetu je že kar bi človek rekel spoštljiva. Tudi na populacijskem nivoju, manj predrakavih sprememb, manj rakov materničnega vratu in drugih lokacij.
Tako da nekateri starši se bojijo oziroma razumejo kot privolitev za cepljenje v 6. razredu, kakor da dajo zdaj nekako bianko karto svojim otrokom za začetek spolnega življenja. To je čudno razmišljanje. Vemo, kdaj približno začnejo mladostniki v Sloveniji prakticirati te izkušnje, zato pač imamo določene populacijske študije. Namen tega cepljenja v 6. razredu je ravno to, da takrat, ko bo otrok vstopal v svet odraslosti, tudi spolnega življenja, bo proti HPV-ju zaščiten, ker kot ste povedala, večina nas se vsaj enkrat v življenju sreča, večina se tudi nekako, bi človek rekel v navednicah, samo ozdravi oziroma se znebi tega HPV virusa. Nažalost, pri določenih pa iz XY razlogov, ko se oseba s HPV-jem okuži, se okužba spontano ne ozdravi, ampak pride do tako imenovane kronične okužbe, persistentne okužbe, ki potem rezultira na vseh teh posledicah, ki smo jih že omenili. Virus, proti kateremu pa cepivo še ni bilo odkrito, pa se na njem dela že desetletja, je HIV. Kaj so tisti poglavitni razlogi? Meni je to recimo fascinantno, da se toliko časa, energije, sredstev, volje, raziskovanja usmerja v cepivo, v razvoj cepiva proti HIV-u, pa pač še ni bilo odkrito, ne? Kaj so tisti razlogi, da do zdaj še nismo dobili cepiva? Pa ali menite, da bo znanstvenikom kdaj to sploh uspelo? Težko rečem. Podatki, o katerih se da prebrati v strokovnih člankih, so včasih bolj, včasih manj obetavni. Je pa virus HIV, ki napade celovito imunski sistem, pa še kaj drugega, v bistvu zelo zvit virus, ki se zna vgraditi v genski zapis same celice, in zato bi moralo cepivo vplivati prvič, da do tega ne bi prišlo, in tudi virus HIV ima zmožnost hitrih sprememb, tako da je težko, tudi če bodo znali preprečiti vdor v samo celico in vgraditev v naš genski zapis, zato ker se virus HIV tako hitro spreminja, je težko najti stabilno obliko cepiva. Seveda, vezano na to, da je pač pandemija HIV-AIDS v svetu je, kakršna je po drugi strani pa tudi terapija oziroma zdravljenje prepoznano HIV okuženih v svetu, ki pač to omogoča, zelo pristopna oziroma omogočena, tako da osebe, ki so znano HIV okužene in v bistvu so v Sloveniji na primer vodene na naši infekcijski kliniki za kombinacijo različnih zdravil, imajo tako nizko oziroma nezaznavno virusno breme, da dejansko niso več kužne in se v kontekstu HIV okužbe govori o kronični bolezni, kot recimo sladkorna, povišan krvni tlak in tako naprej. Poleg tega je šla tukaj zdaj oziroma profilaksa tudi v tej smeri, da obstaja tudi preekspozicijska, to pomeni pred rizičnim spolnim odnosom, poekspozicijska zaščita, recimo pred okužbo s HIV-om. Vendarle pa bi omenila, da je v bistvu, kar se tiče na splošno, če se smem dotakniti spolno prenosljivih okužb, nekako dobro imeti v glavi A, B, C in tudi pač še kakšno drugo črko. Torej, za mlade, ko vstopajo, da v bistvu v svet spolnosti, da bi vstopali odgovorno, zrelo z osebo, ki jo imajo radi, ko so v zvezah, da gre za zveste zveze, ne v bistvu več partnerjev hkrati, da bi večkrat, oziroma mladi imajo to zelo v mislih, moram poudariti, uporabili kondom in seveda, da bi se tudi cepili, recimo proti HPV okužbi. Mogoče naj samo to omenim, res je, da v 6. razredu morajo se s cepljenjem strinjati njihovi starši, vendarle mladostnik, starejši od 15 let, lahko o tem, da se odloči za cepljenje, odloča sam. In seveda v tem kontekstu,
kot smo ga že prej omenjali, tudi glede HIV-a, nimajo vse te sreče, nimajo vsi okuženi te sreče, če smem temu tako reči, da če se zavedno ali pa nezavedno s HIV-om okužijo, da bojo jim zdravila, ki za to obstajajo, da vzdržujejo to nekužno stanje, dostopna v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, kot je to omogočeno pri nas. V tem pogledu je Slovenija zelo radodarna, ne? Radodarna. Oziroma lepo, dobro poskrbi za ta javnozdravstveni problem. Ja, tako kot pri številnih drugih boleznih, mogoče se to ljudje tako velikokrat oziroma v glavnem se slišijo samo kritike, kako naš sistem ne deluje. Po drugi strani imamo pa številne bolezni, kjer je zdravljenje omogočeno, v tujini temu ni tako, pa zdravljenje stane zelo, zelo veliko, 100.000 evrov za bolnika na letni ravni. Zdaj sem se še spomnila, ko sva prej govorili o kondomih in zaščiti proti spolno prenosljivim boleznim, velja vendarle tukaj opozoriti, da proti HPV kondom v celoti ne ščiti. Hvala vam za tole, res je. Zaradi same specifike, kje se pač kondom nahaja, tako da recimo kondom je odlično barierno kontracepcijsko sredstvo pred HIV-om, pred gonorejo, mimogrede, gonoreja narašča, sifilis, mimogrede, sifilis je v porastu, klamidijski okužbi, ki je predvsem tvegana, ker lahko pri mladih puncah privede do nezaznavne okužbe za posledico zabrazgotinjenjem jajcevodov, pa potem težav, ko bi recimo ta punca kot ženska želela zanositi, medtem ko proti HPV-ju pa kondom ne ščiti zaradi specifik samega nahajališča, ker ni samo v vaginalnem izločku ta virus in pa v semenski tekočini, ampak kot sem že prej rekla, v perianalni regiji. Tako da zato je na mestu tudi pač ta spodbuda, ta nasvet za cepljenje proti HPV-ju, pa mogoče bi samo pridodala, da tudi ženske, ki so že imele recimo določene posege na materničnem vratu in seveda tudi moški zaradi drugih anatomskih lokacij tega raka, se cepljenje priporoča, kajti po preboleli okužbi s HPV-jem nismo imuni zaradi enih takih specifik samega virusa, tako da je cepljenje tudi za spolno aktivne ljudi, ki pač niso imeli te priložnosti, da bi jim bilo to omogočeno v starosti, za katero pač je sedaj omogočeno, se za cepljenje lahko odločijo. Za katero bolezen pa bi si vi želeli, da bi obstajalo cepivo? Na tole vprašanje pa ne bom odgovorila, ampak bom nekoliko pojasnila, zakaj ne bom odgovorila. Jaz bi si želela, da bi se proti nalezljivim boleznim, za katera obstajajo cepiva, že sedaj odločalo čim več ljudi. Torej, da se ne bi srečevali recimo za te nalezljive bolezni, pri katerih je v Sloveniji na populacijskem nivoju cepljenje obvezno, z raznimi izvidi, da cepljenje ni priporočljivo, ker je bioresonanca pokazala, da je otrok zaradi cepljenja zakisan in tako naprej. Skratka, želela bi si, da bi to priložnost, ki pri nas obstaja, ljudje izkoristili in se odločili za cepljenje. Sicer, če pa parafraziram in nimam v mislih nalezljivih bolezni, za katero bolezen, pa vse to ni bolezen, bi želela, da bi bilo cepivo, malo filozofsko, cepivo za upanje. Ki je tudi največja podlaga za to, da bi se ljudje v večji meri odločili za cepljenje. Jaz se včasih rada igram z besedami, za upanje, za v oklepaju upanje. Primarij doktor docent Skaza, hvala za ta pogovor. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam, da ste naju poslušali. Ob tem vas vabim, da prisluhnete tudi ostalim epizodam podcasta Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Srečno!